Živela si narodi, ki krepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Daroja, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Daroja, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Lep pozdrav, moje ime je Natalija Žavbišejka. Hvala za zapeto himno. Dobrodošli, jaz sem Zarja Pretinač. Med nami pozdravljam gospo županjo, magistro Olgo Vrankar, svetnike in svetnice občine Lukovica, predsednike krajevnih skupnosti, ravnateljico osnovne šole Janka Kersnika Brdo, doktorico Anjo Podlesnik-Vetih, pomočnico ravnateljice gospo Barbara Knap ter direktorico knjižnice Domžale gospo Barbara Zupanc-Oberwalder. 8. februarja praznujemo Prešernov dan. 8. februarja praznujemo Prešernov dan ali slovenski kulturni praznik. Spomnimo se Franceta Prešerna in njegovih pesmi. Zarja, a veš, da je bil France Prešeren največji slovenski pesnik? Ja, koliko je pa meril, da je bil največji? Več kot 2,20 m? Matinač, ne razumeš, ni bil največji po velikosti, ampak je s svojimi pesmimi dokazal, da je slovenščina enakovreden jezik ostalim evropskim jezikom. To pa je dokazal tako, da je napisal v slovenščini pesmi v obliki glose, gazele, soneta, sonetnega venca. To pomeni, da je bil največji pesnik. No, sedaj mi je pa že bolj jasno, kaj pomeni, da je bil Prešeren največji slovenski pesnik. Sva se pa kar malo preveč zaklepetali. V zaodrju pa čakajo nastopajoči, zato na oder vabim učence otroškega pevskega zbora Cicibani pod vodstvom gospoda Blaža Andrejka, bodo zapeli pesem Nikoli slabe volje.
Dela, gremo tja. Hvala, res ste lepo zapeli. Opravičujemo odsotnost gospe ministrice za kulturo. Namesto nje pa na oder vabim gospo županjo, da spregovori nekaj besed o kulturi. Spoštovane občanke in občani, svetnice in svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, ravnateljica osnovne šole Janka Kersnika Brdo, dr. Anja Podlesnik-Fetih, pomočnica ravnateljice Barbara Knap, predstavniki društev, spoštovani starši in stari starši ter ostali navzoči. Dobrodošli na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. Slovenci 8. februarja praznujemo svoj v Evropi edinstven kulturni praznik, posvečen spominu velikega poeta Franceta Prešerna, ki je popeljal Slovence na pot omikanih narodov, ki zmorejo ustvarjati vrhunsko literaturo v lastnem jeziku. Vrednota, ki je marsikateri številčnejši narod nima. Naj v uvodu spomnim, da ima slovenski kulturni praznik dolgo zgodovino. Prva vseslovenska proslava ob obletnici Prešernove smrti sega v leto 1941. To je bil v času druge svetovne vojne praznik vseslovenske enotnosti in so ga praznovali 7. februarja. Kot praznik slovenske kulture se je 8. februar praznoval od leta 1945 naprej. Od osamosvojitve dalje ga praznujemo kot državni praznik in je dela prost dan. Kulturni praznik našega največjega pesnika in vse kulturne ustvarjalce s posebno prireditvijo vsako leto tudi v naši občini počastimo in na ta način izražimo spoštovanje in priznanje, poklon vrednosti in veljavi kulture. Slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan je tudi edini slovenski državni praznik, ki ga pišemo z veliko začetnico. V Sloveniji ima namreč kultura poseben zgodovinski in družbeni pomen. Predvsem po zaslugi kulture in skupnega jezika smo se Slovenci izoblikovali in obstali kot narod. Jezik in kultura sta Slovencem skozi stoletja nadomeščala pomanjkanje lastne države in političnih institucij. Kultura je ena tistih državotvornih področij, ki je v Sloveniji že pokazala svojo moč. Znala je združevati. Z izvirnim duhovnim jezikom majhnega evropskega naroda nas je prepoznavno oblikovala v skupnost, živečo v naposled izborjeni, lastni in samostojni državi. Zdi se, da smo v 3 desetletjih naše samostojne države kar malce pozabili, da sta kultura in jezik tisti vrednoti, na podlagi katerih smo se Slovenci izoblikovali in obstali kot narod. V zadnjem obdobju je naš prostor postal močno polariziran in politično razdeljen, kar se odraža tudi skozi politični diskurs, v katerega je čedalje manj kulturnega izražanja. Takšen nivo komuniciranja pa se manifestira še na preostalo populacijo. Kar je bilo včasih nesprejemljivo in nekulturno, je kar naenkrat postalo sprejemljivo. Prav zaradi tega moramo kulturo in naš jezik spoštovati kot vrednoti in lepoto domoljubja ter nacionalne zavesti.
Ni dovolj samo posvečanje skrbi pravilno govorjeni slovenski besedi in kulturnemu izražanju v procesu vzgoje in izobraževanja. Vsi, vključno s politiko, moramo posvečati skrb za naš jezik in na ta način biti tudi zgled mlajšim generacijam. S tem bodo tudi odnosi v družbi veliko lepši in prijetnejši, prav tako se bomo lahko veliko lažje soočali z vsemi izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti. Sama kot županja v ospredje postavljam povezovanje in sodelovanje, saj se zavedam, da lahko s skupnimi močmi naredimo zelo veliko dobrega za razvoj našega lokalnega okolja in bolj kvalitetnega življenja naših občank in občanov. Ob kulturnem prazniku je prav, da se spomnimo tudi vseh naših kulturnih ustvarjalcev, ki so to našo kulturo soustvarjali in oplemenitili, njihove sadove pa danes uživamo mi. Mnogi med njimi so bili pravi slovenski kulturni velikani, katerih dela so ponesla v svet slavo slovenskega naroda, majhnega po obsegu, a velikega na kulturnem področju. Tudi v naši prelepi občini so živeli in ustvarjali pomembni veljaki, katere sloves in delo sta doprinesla k razvoju slovenske države, kulture, jezika, književnosti, umetnosti, oblikovanja, znanosti in drugih za zgodovino našega naroda pomembnih področij. Pomemben pečat je našemu kraju dal pisatelj, pesnik, politik in narodni buditelj Janko Kersnik, ki je živel in ustvarjal ter delal na gradu Brdo. Na svoj domači kraj je bil zelo navezan. Ljubil je dolino Črnega Grabna. Okolje, v katerem je odraščal, zlasti Brdo z okolico, ga je preželo, zasvojilo, zaznamovalo za vse življenje s svojo barvitostjo, lepoto in toplino. Zato skorajda ni njegovega leposlovnega dela, v katerem ne bi bilo vsaj pridiha naravnih lepot ter bolj ali manj še danes prepoznavnih opisov okolja, kjer je živel in delal. Zato je bilo kar samoumevno, da je nova nastala občina Lukovica pred 28 leti 4. september, rojstni dan Kersnika, izbrala za svoj praznik. Po njem se imenujeta tudi naša osnovna šola in pa pevski zbor. Istega leta kot Kersnik je bil rojen slovenski časnik in pisatelj Fran Masel Podlimbarski, ki se je rodil v vasi Spodnje Loke. Zaznamovan je bil s težkim življenjem. Ker doma ni dobil službe, je vojaško služboval v tujini, a si nenehno želel nazaj. To se je zgodilo po upokojitvi, vendar je na koncu umrl kot pregnanec. Kljub življenju na tujem ni pozabil materinega jezika, o čemer pričajo njegova dela in pa tudi njegov zapis. Največ sem pisal zato, ker sem se bal, da sicer na tujem pozabim jezik, ki mi je sveta zapuščena po materi. Njen govor sem si hotel ohraniti kot drag spomenik in zato sem pisal v njem. Po Franu Maslu Podlimbarskemu se imenuje tudi Kulturno-umetniško društvo v Krašni, ki svojo dejavnostjo skrbi za ohranjanje kulturne dediščine Črnega Grabna. Prav je, da omenim še nekatere kulturne ustvarjalce, ki so bili v naših krajih rojeni, so živeli ali ustvarjali. Pesnik in pisatelj dr. Jakob Zupan, pravnik, pisatelj in dramatik Fran Milčinski, glasbenik, zborovodja in etnolog France Marolt, slikar Ivan Grohar, pisatelj, pesnik in prevajalec Josip Podmilščak Andrečko Jože, pesnik in prevajalec Jovan Vesel Koseski, arhitekt in industrijski oblikovalec Niko Kralj, častni občan naše občine, ter še mnogi drugi kulturni ustvarjalci. Vsi kulturni ustvarjalci so bili podrejeni istemu procesu, navdihu. Brez navdiha bi ostala dela mrtva in ne bi doživela pravega odziva. Čim več navdiha želim tudi današnjim kulturnim ustvarjalcem. Nekaterem je kulturno ustvarjanje poklic, mnogim pa ljubiteljska dejavnost. Slednji svoj prosti čas namenjajo kulturnemu udejstvovanju. Veseli me, da imamo v naši sredi veliko ljubiteljskih ustvarjalcev, ki delujejo v okviru društev.
Lepo in prav je, da jih pri njihovem udejstvovanju podpiramo. To pa jih lahko na način, da se udeležimo kakšnega koncerta, predstave, ogleda razstave in podobno. S tem tudi sami pripomoremo k ohranjanju kulture. Današnjo prireditev nam bodo s kulturnim programom polepšali učenci osnovne šole Janka Kersnika Brdo in učenci drugega pihalnega orkestra glasbene šole Domžale, oddelek Brdo pri Ludovici in Moravče pod vodstvom Tomaža Pirnata, za kar se jim iz srca zahvaljujem. Posebno pa njihove mentorici Jani Mikovič, ki je pripravila današnji kulturni program. Ne samo svet, tudi kultura stoji na mladih. Zato je lepo in prav, da imajo danes na naši prireditvi v čast kulture osrednje mesto. Drage občanke in občani, iskreno vam čestitam ob kulturnem prazniku in želim, da ga praznujete z veseljem in zanosom. In pa lep večer vam želim. Hvala. Veš, kaj me zanima, Zarja? Ali ti mogoče še kaj veš o Francetu Prešernu? Nekaj povem o njem, ti povem. Rodil se je 3. decembra 1800, umrl pa je 8. februarja 1849. Najbolj je znan po 7. kitici Zdravljice, ki je naša himna. Rodil se je v kmečki družini, ki je bila za tiste čase kar premožna. Že kot majhen je kazal nadarjenost za rime. Obiskoval je ljudsko šolo v Rimnici in jo naredil z odličnim uspehom. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani, kjer je obiskoval gimnazijo. Ko je končal 2 letnika filozofije, je šel na Dunaj. Leta 1822 se je vpisal na pravno fakulteto. Njegova mati je želela, da postane duhovnik, zato se je z njim sprla, ko je povedal, da bo študiral pravo. Ker ni imel denarne pomoči staršev, je denar služil v Zavodu za katoliško mladino, kjer so ga odpustili zaradi njegove svobodomiselnosti. Leta 1844 je Prešeren napisal Zdravljico. Napisal je veliko pesmi, med njimi tudi Povodnega moža, Turjaško Rozamundo in Sonetni venec, ki ga je posvetil Primicovi Juliji, v katero je bil zaljubljen. Svoje pesmi je izdal v zbirki z naslovom Poezije. Ko si naštevala Prešernove pesmi in sem zaslišala naslov Povodni mož, sem se spomnila, da to pesem zna na pamet naša učenka iz 1. razreda. Ime je Stela Korošec. V 2. razredu pa se je Pi Meglic za bralno značko naučil pesem Otona Župančiča Ciciban Cicifuj. Obe pesmi sta kar precej dolgi. Le kako imajo to uspelo? Tudi osmeri smo se morali letos naučiti eno Prešernovo pesem na pamet, pa nismo bili na tem prav nič navdušeni. Tudi tebe, Zarja, čaka naslednjo leto učenje Prešernove pesmi na pamet. Da pa se v 1. in 2. razredu učenci naučijo tako dolgo pesem, je pa res nekaj posebnega. Zato jo bom kar povabila na oder. To moramo slišati. Stela, Pi, pridita na oder. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času ni cvetja dekletane žene. Ko najbolj izveste ranice svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Nektere device, nektere ženice, oko je na skrivnem solze prelivalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo. A ljubih bilo in je vedno premalo, kar slišala moških okrog slovet, skušala jih mreže razpete. Je znala obljubiti, je znala odreči in biti priljudna in biti prevzetna. Mladenče vnemati biti staršim prijetna, modri in zvijač je bila vseh umetna. Možake je dolgo vodila za nos, ga stakne nazadnje, ki bil je kos. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in gosli in cimbale pele, plesale lepote Ljubljance so cele, nedeljo popoldan z mladenči vesele. Bila je kraljica njih Urška Brhka, plesati ni dolgo nje volja bila.
A dokaj jo prosi, ali vsak mod reče, Prešerne se brani in ples odlišuje, se vedno izgovore nove izmišljuje. Že sonce zahaja, se mrak približuje, že 7 odbila je ura ali čez, ko ujela ravnat se Urška na ples. Ali ker se ozira, plesalca se zbira, zagleda pri mizi rumeni junaka, enajstega pod soncem mu ni korenjaka. Želi si plesati z njim deklica vsaka, omrežitka Uršika lepa želi, zaljubljena njega obrača oči. To videt mladenice Urški približa, ali hotla bi z mano plesati? In pravi, ker Donava bistri pridruži se Savi, od tvoje lepote zaslišal sem davi. Že Urši kazala, pred tabo sem zdaj, že Urši kazala, pripravljena raj. To reče in se ji globoko prikloni, sladko mu nasmeje se Urši kazala. Nobene stopince še nisem plesala, dočakala tebe sem res je ni šala, zatorej le hitro mi roko podaj. Glej, sonce zahaja, minuje že raj. Podal ji prelepi mladenič je roko in urnata dva sta po podu zletela, kot da bi lahke perutnice imela, bila bi prestrupla, okrog se vrtela. Ne vidi se kdaj, da pod nogo udar, plesala sta, kot bi jo nosil vihar. To videti drugi so nosil Strmeli, od čudeža kot sem roki so zastale, ker niso trobente glasova več dale, mladinčev noge so močno zacepetale. Ne maram! Zagosli za vas strun, drugih koplečen zapoje naj glas. So brž pridrveli se črni oblaki, zasliši na nebu se strašno gromenje, zasliši vetrov se sovražno vršenje, pričoči in po konci so vstali lasje. Oh, Urši kazala, zdaj tebi gori. Ne boj se ti, Urška, le hitro mi stopi. Ne boj se gromenja, ne boj se potokov ti moji šumenja. Ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja. Leurno, obrni pete, leurno, ker pozno je že. To reče, hitreje sta se zasukala in dalje od poda spustila. Na bregu Ljubljance se 3krat zavila, plesajo valove šumiče planile. Vrtinec so videli čolnari tereč, a Uršike videl nobeden ni več. Oton župančič, Ciciban, Cicifuj. Ciciban teče v zeleni dan, ptičica znanka v goščavi, vsak dan lepo ga pozdravi. Ciciban, dober dan. Cicibon, kaj pa danes čuj, kaj ti to ptička prepeva, sposej dobravi odmeva. Cicifuj, fen fuj. Ciciban misli, zakaj Cicifuj? Na to si roke zagleda in se domisli, seveda, danes se nisem omil fejfuj, danes sem res Cicifuj. Bistro potoček se lije čez plan, mimo kremenov se lije, Ciciban, v njem se umije, ptička zapoje spet. Ciciban, dober dan. Super sta bila, hvala vama. Veš kaj, Natalija, drugo leto se bom gotovo spomnila na Stelo in Pija, ko se bomo morali naučiti kakšno pesem na pamet, pa se mi je zagotovo ne bo težko naučiti. Če zmorejo prvošolci in drugošolci, bomo pa tudi starejši učenci to zmogli. V zaodrju sem opazila fante in dekleta in njihove inštrumente. Ja, ves čas sem morala paziti, da nisem pohodila kakšnega inštrumenta. Kdo pa so? Njihov uradni naziv je drugi pihalni orkester Glasbene šole Domžale, oddelek Brdo pri Lukovici in Moravče. Po domače pa jim pravimo Brdis.
V njem sodelujejo učenci osnovne šole Janka Kersnika Brdo in osnovne šole Jurija Vege Moravče. Pod taktirko dirigenta Tomaža Pirnata nam bodo zaigrali 2 skladbi avtorja Svineja, in sicer Imperium in 2 keltska plesa.
Na začetku smo menili, da je 8. februar slovenski kulturni praznik. Natalija, kaj misliš, kaj je kultura? Jaz mislim, da je kultura, če greš na primer v muzej in si tam ogledaš razstavo. O kulturi lahko po mojem mnenju govorimo tudi, kadar gremo v gledališče, galerijo, kino ali na koncert. Kultura je lahko tudi takrat, kadar se znamo v določenih situacijah pravilno obnašati, da znamo spoštovati drug drugega, da smo strpni do ljudi, ki ne mislijo tako kot mi, da znamo sprejemati drugačna mnenja, da se znamo poslušati in da smo strpni do ljudi drugih ras. Že spet preveč govoriva, na oder bom povabila učence 7. razreda, ki obiskujejo dodatni pouki slovenščine. Slišala sem, da radi igrajo, zaigrali nam bodo odlomek iz dramskega besedila Žarka Petana, 5 pepelk. Kraljevic je v knjigi našel nevesto. To je pepelka, s katero se želi na vsak način poročiti. Ministrica dobi nalogo, da poišče pepelko. Mentorica je gospa Jana Kovič. Pribočnik, poročaj. Policijska pas polna, pozor, 5 pepelk prijetih. 5 pravih, 5 priznanih, 5 pogrešanih, pri priči pripeljem 5 pristnih pepelk, prav? Prima, pribočnik, počakaj, prosim. Pepelke pripelji postopoma. Pravzaprav, pripuščaj pepelke posamezno. Pričenjamo policijsko preiskavo. Popolnoma pravilno. Sedi, deklica, povej, kako ti je ime. Pepelka. Zelo lepo ime. Vam je všeč? Zelo. Ali morda veš, zakaj si tu? Vem, Kraljevič bi se rad poročil. Za ženo si je izbral mene. To bomo še videli. Prej boš morala dokazati, da si zares prava Pepelka. To pa ne bo težko. Vprašajte mojo mamo, sosede, prijatelje. Vsi vejo, da mi je ime Pepelka. Doslej smo izsledili že 5 pepelk. To so goljufivke, lažejo. Rade bi se poročile s Kraljevičem. Dobro jih poznam. Bomo videli. Sezuj čevelček z desne noge. Zdaj pa obujta zlati šolanček. Kaj se obotavljaš? Šolanček ti je premajhen, a ne? Naklepaš, kako bi si odrezala pospete ali palec z desne noge. Misliš si, ko bom kraljica, mi tako ne bo treba hoditi peš. Ta šolanček mi je prevelik. Moja noga kar plava v njem. Najmanj za 3. številko mi je prevelik. Praviš, da je prevelik. Deklica, ki je izgubila ta šolanček na noge kakor slon. Tega res nismo predvideli, vendar na dlani je, da ti nisi tista Pepelka, ki jo iščem. Čeprav imaš noge, majhne kakor srnica, lahko greš. Še na misel mi ne pride. Kraljevič je obljubil, da se bo poročil s Pepelko, ki ima najmanjše noge na svetu. In to sem jaz. Kraljevič se bo poročil s Pepelko, ne pa z njenimi nogami. To je sleparija. Protestiram. Pribočnik, vrzi vam to zajesto dekle. To je pa že odsile. Nisem si mogla misliti, da bom imela z iskanjem prave Pepelke toliko težav. Pribočnik! Želite? Pripelji noter naslednjo, a za vsak primer bodi nekje v bližini, če te bom slučajno spet potrebovala. Nikoli se ne ve. Razumem. Ne vem, če bo dober zate. To bomo šele ugotovili. Ali sem prišla prav, ali tukaj zbirate najlepšo Pepelko? Prav tukaj. Ti si torej Pepelka, pa še najlepša po vrhu. Jaz sem edina in prava Pepelka daleč naokrog. A se to ne vidi na prvi pogled? Kakšna sem to Pepelka? Bomo videli. Kaj se tu pravi, bomo videli? Zdaj si me oglejte. Če niste slepi, boste priznali, kdo pač sem. Se pravi edina in prava Pepelka. Bomo videli. Prej te moramo preizkusiti. Prosim, kar preizkusite me. Pripravljena sem. Ali bojaš? Kot slavček. Se pravi Pepelka, ki poje kot slavček. Pepelka, ki jo iščem, je bila prijateljica belih golobčkov, ki sta... Moja srčkana golobčka. Ne prekinjaj me. Ko je šla Pepelka mimo leske, Ko sem šla jaz mimo leske, ko si ti šla mimo leske, na kateri sta sedela golobčka, Ja. in grulila pesmico, prečudovito pesmico. zapojo. Kaj? To prečudovito pesmico. A zdaj? Pri tej priči. Kar takoj in kar tukaj. Seveda, to zate ne bo problem. Seveda ne, ampak Nič ampak, zapoj. prav. Jaz sem Pepelka, jaz sem Dovolj! Napačno pesmico poješ. Zapeti bi morala gru, gri, šolančki, nikar bi.
Premajhani šolenček ta, to je prava nevestica. Ti nisi prava pepelka. Jaz sem pepelka. Pribočnik, vrzi ven to strahu, ki se dere kot jesihaj. Naslednja. Sedi sem, tako. Zdaj pa povej, kako ti je ime. Počakaj, ali mogoče poješ? Ne, ali je petje mogoče povoj? Ne, sploh ne. Pepelka, ki jo iščem, nima posluha. Torej, posluh že imam. In ne poje. Nikoli pod nobenim pogojem ne poje. No, zdaj pa povej, kako ti je ime. Pepelka? Lepo, nikar se ne bojiš, saj te ne bom storila nič žalega. Saj se ne bojim, res se ne bojim. Tako je prav. Zdaj pa povej, kdo in zakaj ti je dal to lepo ime. Imaš 10 sekund časa za premislek. Zdaj. Pepelka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in... Nehajte šteti. Vem, pepel. Pepelka se imenuje po pepelu. Po kakšnem pepelu? Pravzaprav po pepelniku. Po pepelniku? Ja, vročevinastem ali steklenem pepelniku. Kadar sem kadila, sem pogosto otresala pepel mimo pepelnika na tla. Zato mi je oče mi rekel, pepelka ti pepelka. Ti si kadila? Ja, včasih. Pa ti je očin dovolil kaditi? Sploh ne. Počakaj, rekla si, da si kadila in otresala pepel mimo pepelnika na tla. Kadila sem samo, kadar oče me ni bilo doma, na skrivaj. Kako pa je potem vedel, da kadiš, če te ni videl? Povedala sem mu seveda. Oče mu sem vedno povedala vse po resnici. Oči mu si morda res govorila po resnici, vendar meni lažeš. Ti si pepelka iz neke druge lažnive pravljice. Pepelka, ki jo iščem, sploh ne kadi. Saj tudi jaz ne kadim, le izjemoma, se pravi poredkoma, ker je manj kot miš, res časna beseda. Pojdi. Naj vstopi naslednja. Pribočnik, pripelji noter naslednja. Ne moram, naslednja spi, zleknila se je na klop in zasmrčala. Zbudijo, moram jo zaslišati. Poskusi bom, čeprav ne bo lahko, ima zelo trden in globok spanec. Hej, zbudi se, hej. Kaj, če bi jo pelila z vodo? Ne pomaga, sem že poskusil, samo obrnila se je in spala naprej. Že vem, v hoji bom porinila gosje pero. Tako. Daj roko pred usta, kadar zdihaš. No, kako se kličeš? Ja, Jana? ja, Jasmina? ne, Nena? Trnjulčica. Ali prav slišim, ti si Trnulčica? Ja, Zakaj pa si potem prišla sem? nisem prišla, pripeljali so me, silo so me spravili sem proti moji volji. Še prej pa so me zbudili. Toliko časa so me cukali za okitke, da sem odprla oči in ugledala sem... Joj, ne smej povedati, koga sem ugledala. Ne skrbi, Trnulčica, če boš še petala, te bom slišala le jaz. Zrla sem kosmatega policaja. Jezna boščal vame in me pobarala, ali sem pepelka. Še preden sem otegnila odgovoriti, da nisem, me je potegnila iz postelje. 9 prednic je zgrmelo na tla in zabobnila na vso moč. Skoraj bi oglušila. Ti si torej Trnulčica, kraljevična sosednje dežele? Ja, sem je da vidite, da kar naprej zjeham. Joj, si tvoj očka. Hočem reči, njegovo veličanstvo, kralj sosednje dežele, tudi zbudim, ko so prednice zgrmele na tla. Mislim, da se ni. Očka zbi kakor pol. Pribočnik! Sem že tukaj, gospa ministrica. Takoj, se pravi zdaj, odpelji pepelko Trnulčico naznaj v njeno posteljo. Skrbno jo pokri z 9 prednicami, zapoj jo spavam, če bo treba. Skratka, nežno jo spavaj. Tebi, Trnulčica, pa se upravičujem v imenu vseh kosmatih policajev. Pa lahko noč. Lahko noč. Naj vstopi naslednja. Jaz nisem naslednja. Tako, kdo pa si, mislim, katera pa si? Prva! No, upam, da si tudi prava. Če nisem prava, sem pa zagotovo vprašnja. Začetek je obetaven. Zdaj pa povej, kako ti je ime. Pepelka. Odlično. Ali plešeš? Srčna rada. Skoči na tale stol. Opa. Ne moram, je previsoko.
dvoriščem je urno kakor veverica splezala med veje hruške. Ti pa še na stol ne more skočiti. Stol ni hruška. Kako da ne, je iz hruškovega lesa. Koliko tehtaš? 50. Koliko? 55 kg, ampak oblečena. Oblečena v kaj? V kopalno obleko s kopalno kapo na glavi. Se pravi slečena. Po podatkih, ki smo jih uspeli zbrati, je Pepelka lahka kot pero. Njene teže sploh nisem občutil, ko se mi je med plesom naslenila na ramo, je izjavil kraljevič pod prisego. Žal mi je, a ne ustreza sopisu. Morda pa opis ustreza meni. Naj bo kakorkoli že, ti nisi tista, ki jo bo kraljevič poročil. Moj dragi kraljevič, sporočiti vam moram, da preiskava v zvezi s Pepelko odlično napreduje. Sicer vaše izvoljenke še nismo uspeli slediti, vendar smo na najboljši poti, da je prej ali slej pridemo na sled. Ne verjamem. Ne verjamete ministrici našega in seveda tudi vašega, vsevednega kralja. Pepelko bi morali iskati v knjigi pravljic. Tam sem jo prvič srečal in sicer na strani, pozabil sem, na kateri strani sem jo srečal, ampak vem zagotovo, da se nahaja v eni izmed pravljic. Knjiga pravljic, prvič slišim za ta kraj. Ali morda veste, kje se nahaja knjiga pravljic? Seveda, v knjižnici pravljičarja, tistega možakarja, ki mi vsak večer bere iz knjige pravljic. Že vem, pojdiva do pravljičarja, če vi tako menite. Pojdiva. Dekleta in fantje, hvala. Veš, malo sem razmišljala in prišla do ugotovitve, da je tudi telovadba del kulture. Ja, kako to misliš, da je telovadba kultura? Športna kultura si prizadeva, da z vadbo razvijamo in ohranjamo telesne sposobnosti in zmogljivosti. Šport ljudi ohranja pri zdravju. Po njem se dobro počutimo, smo sproščeni, med rekreacijo pozabimo na skrbi. A ni to super? Ja, je. V skupini vaj ritmične gimnastike se bodo žogami predstavila dekleta, ki vadijo v športnem klubu Bleščica ritmično gimnastiko na osnovni šoli Janka Kersnika Brdo. Njihova mentorica je Mirjam Lemut. S svojim plesom se bo predstavila še plesna skupina Sovice, mentorica je gospa Karmen Kerič ter Petra Vidergal solo vajo ski. Mentorica sta Alja Velenčič in Polina Ignatova. Dekleta, oder je vaš.
Super je bilo, hvala. Sedaj bi se prilegla še malo glasbe, se ti le zdi? Tudi glasba je del kulture, se strinjaš? Ja.
Kakšno glasbo pa ti rada poslušaš? Jaz pa rada rock in pop glasbo. Jaz pa jazz in pop. Kaj pa klasična glasba, jo kaj poslušaš? Tudi včasih, največkrat pa pri uri glasbe. Na oder vabiva Ajdo Kukan in Emo Jutrščak. Obe igrata violino, zaigrali la bosta skladbo skladatelja Kaliwooda. Violinski duo številka 3, opus 178, prvi in drugi stavek.
Dekleti, hvala. Samo še ena točka je ostala. A res, je pa res hitro minilo. Kdo pa še ni nastopil? Si pozabila? Ja. Na oder vabim Združena zbora Kresničke in Ciklamen pod vodstvom gospe Andreje Pirc nam bodo zapeli 2 pesmi, in sicer Pastirče in O vrba. Na
Lep večer še naprej. Naj se še enkrat iskreno zahvalim vsem nastopajočim, učenci, čudoviti ste bili, hvala mentorjem in pa seveda zaslužijo se en velik aplavz še. In pa rada bi se še posebej zahvalila naši programski vodji gospe Jani Kovič z eno majhno pozornostjo. Gospa Kovičeva. Zdaj pa vse vabim zunaj v preddverje, da se ustavite na enem čaju in pa krofu. Pa lepo se imejte, učencem seveda želim pa v naslednjem tednu lepe počitnice. Srečno!